Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške televizije v iztekajočem se mesecu januarju, v katerem smo doživeli ustoličenje novega ameriškega predsednika. Doma pa smo med ostalimi novicami poslušali razlago o novi zdravstveni reformi, ki že sedaj buri duhove ljudstva in strokovne javnosti. Na lokalni ravni pa prihod mednarodnega socialnega podjetništva in recept o tem, kako uspeti v podjetniških vodah nasploh. To pa je tudi osrednja tema informativne oddaje tega tedna, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Uspešni podjetnik Ivo Boscarol obiskal Slovensko Bistrico. V Slovenski Bistrici odprli nove prostore mednarodnega socialnega podjetja Rekosi, ki se ukvarja s profesionalno obnovo računalniške opreme. V nadaljevanju je potekala še okrogla miza na temo modeli in dobre prakse socialnega podjetništva, ki so se je udeležili številni gosti. Brezvestnež do smrti s strelnim orožjem pokončal psa, nekdo pa z nedovoljenim lovom uplenil košuto. V Slovenski Bistrici potekal tradicionalni že 48. turnir za pokal pohorskega bataljona. V rubriki Lokalne novice je tokrat poudarek na razvoju in povezovanju socialnega podjetništva ter novih oblikah povezovanja v gospodarstvu nasploh. V četrtek, 19. januarja, je srednja šola Slovenska Bistrica gostila znanega in uspešnega gospodarstvenika Iva Boscarola, ki je 6-kratni državni prvak v letenju z ultralahkimi letali, 2-kratni športnik leta pri Letalski zvezi Slovenije, nosilec 2 državnih hitrostnih rekordov, prvi državni prvak v letenju z motornim zmajem ter organizator številnih letalskih srečanj in tekmovanj. Tako je svoj hobi letenje spremenil v posel. Danes je njegovo podjetje Pipistrel vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih letal in jadralnih letal z motorjem. Zgodbo o uspehu, ki je nastala zaradi dolgih let trdega dela in odrekanja, želi spodbuditi mlade k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništvu. Njegovo vodilo je: neuspehov ni, so samo izzivi za prihodnjič. Lahko, ne vem, ste zelo priden delavec, tako kot slovenska avtomobilska industrija, ne? In veste, mi bomo zdaj delali koščke za Nemce in za Francoze in nas dodana vrednost ne zanima. Ampak vprašanje, če jutri bo, ne vem, 300 evrov dovolj za vaše ambicije. Ali si boste postavili malo više cilje, ali boste začeli drugače gledati. Torej, ta vizija, kako si boste zastavili življenje, je zelo, zelo pomembna. In tudi ne se omejevati s Slovenijo, ne se omejevati z Evropo. To so vse stare gospe, ki bodo šle v penzijo, tako kot je šla angleška kraljica. Veste, tam je zdaj Evropa. Tako da svet se drugje vrti drugače. Kupite si, tudi če si kupite enosmerno vozovnico, sam pejte v svet. Veste, ker če ne boste videli, kako se zunaj živi, kako se zunaj dela, si boste težko ustvarili pravo sliko za vašo vizijo, ki je izredno pomembna. Inovativen izdelek ali pa storitev ali karkoli boste delali, če boste hoteli se prodajati, boste morali biti malo drugačni. Danes, veste, povprečnih stvari je ogromno. V naši branži so vsi tisti, ki so delali povprečna letala, pocrkali v zadnjih letih. Sam še tisti, ki smo malo bolj čudni, malo bolj drugačni, imamo trg. In tudi vi, ko kupujete obleko, hočete, da je malo drugačna, ko, ne vem, izbirate avto, hočete, da je malo drugačen tudi telefon. Veste, produkt mora biti inovativen, mora biti malo drugačen. Veste, jaz pravim, da če je delavec zadovoljen, potem lahko pričakujemo, da bo produkt dober. Če je delavec motiviran, potem lahko pričakujemo, da bo produkt inovativen. Danes, tako sem rekel, veste sami, da se vas ne kupi sam splačo. Ko smo mi zmagali na nasi, se bom pol omenil, boste videli kaj, ko smo zmagali, so mojim znanstvenikom ponujali po 200-220 tisoč dolarjev na leto plače, Norton Grumman, NASA, Google in tako naprej, pa me ni nobeden zapustil. Pa veste zakaj? Ne zaradi plače. Ampak zaradi tega, ko so rekli, jaz tukaj ustvarjam zgodovino letalstva, jaz jutri vem, kaj bomo naredili. Jaz pridem dobre volje v službo, jaz nočem biti eden od 2000 raziskovalcev.
Če nekaj ne gre, mi boš ti rekel, nimamo denarja in vem, da v tisto smer ne gre, ampak če gre, pa vem, da bomo to delali. In to je tisto, veste, da narediš motivacijo med svojimi zaposlenimi. Polno med vami bo delovodi, polno med vami bo podjetnikov in tako naprej. Dejte si ustvariti to možnost, da nudite svojim sodelavcem pogoje, da bojo sodelavci, ne delavci. Ker če bojo sodelavci, potem jim boste nudili iste pogoje, ki si jih želite vi, jim boste nudili motivacijo in boste nudili tudi finančne vzpodbude in tako naprej. Glejte, mi smo bili letos decembra meseca po vseh medijih, ker smo imeli najvišjo božičnico v državi, ker smo imeli 13. plačo in tako naprej. Dejstvo je, da s takimi stvarmi motiviraš zaposlene, da te peljejo naprej tudi, ko je tebi težko. In vam bo težko v življenju, verjemte mi. Vsak uspeh je sestavljen iz padcev, več kot je padcev, boljši je uspeh, ampak ko so padci, lahko samo na kolektiv računate. In zato mora biti kolektiv tisti, ki je vaš partner. V četrtek, 19. januarja, je podjetje Rekosi odprlo nove poslovne prostore na Partizanski cesti 24 v Slovenski Bistrici. Podjetje Rekosi s sedežem na Irskem je del mednarodnega podjetja Rekosi, ki se ukvarja s profesionalno obnovo računalniške opreme. Visoko kvalitetno opremo prodaja in daje v najem uporabnikom, ki želijo imeti vrhunsko obnovljeno računalniško opremo za bistveno manjše stroške. Ob tem podjetje omogoča delo tistim, ki so dolgotrajno brezposelni in mladim, ki so prvi iskalci zaposlitve. Po nagovoru župana dr. Ivana Žaganja so sledili nagovor državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije Tadeja Slapnika, veleposlanika Irske v Sloveniji, njegove ekscelence Sen Oregana in izvršnega direktorja podjetja Rekosi Martina Redija. Spregovorila je tudi direktorica podjetja Rekosi Slovenska Bistrica Katja Zajko. Sem zelo vesela in ponosna, da smo danes v teh prostorih podjetja Rekosi v Slovenski Bistrici, ker v bistvu prenašamo mednarodni model uspešnega mednarodnega podjetja Rekosi na Irskem, tudi sedaj v Slovensko Bistrico. Dovolite mi, da na kratko predstavim nekaj besed o nas. Rekosi smo še razmeroma mlado podjetje. Ustanovili smo ga 3 entuzijasti leta 2014, v začetku, torej jaz in pa moja 2 irska kolega, ki sta danes tukaj z nami, Martin Redi in pa Thomas Miller, in sicer za namenom, kot je že bilo uvodoma povedano, da postanemo globalna socialna franšiza na področju profesionalne obnove računalniške opreme. Zadali smo si zelo ambiciozne cilje, vendar naš cilj ni delovati samo lokalno, ampak tudi globalno na mednarodni ravni in tako povzročati družbeni, ekonomski in pa okoljski vpliv. In tako smo v bistvu v začetku 2014 vzpostavili proizvodnjo za profesionalno obnovo računalniške opreme v Naas kraju na Irskem, kjer je trenutno zaposlenih 20 oseb in pa od tega 1/3 teže zaposljivih. V tem času smo obnovili približno 150 000 kosov obnovljene računalniške opreme in razširili naše poslovanje v ZDA in pa sedaj tudi v Slovenijo. Imamo pa tudi povpraševanje v Avstraliji in pa Novi Zelandiji. Obnovljeno računalniško opremo ponujamo šolam, neprofitnim organizacijam, društvom ter številnim drugim posameznikom, ki želijo prihraniti pri nakupu obnovljene računalniške opreme. Torej, vsi tisti, ki dejansko želijo ogromne prihranke, saj jim te mi omogočamo tudi do 70%. Tako marsikaj tudi premeščamo digitalni razkorak, kar je prav tako del našega poslanstva. Kljub temu pa, da smo razmeroma mladi, pa imamo skupaj več kot 50-letne izkušnje na tem področju, v tej industriji in imamo seveda strateška pomembna partnerstva. Z nami je tudi podjetje Microsoft, že od vsega začetka, ki nas tudi podpira. Sodelujemo s številnimi multinacionalnimi organizacijami, kot so Dell, HP, Apple in ostali proizvajalci računalniške opreme.
In pa v tako zelo kratkem času smo pridobili standard PAS 141, kar pomeni, to je zelo strikten standard, ki v bistvu predpisuje pravila in postopke, kako morajo delovati podjetja, ki v bistvu poslujejo na področju profesionalne obnove rabljene računalniške opreme. Torej, vsa naša oprema, ki jo ponujamo, je očiščena vseh podatkov in prihaja z minimalno 12-mesečno garancijo. Zelo ponosni smo, da danes ta naš uspešni irski model predstavljamo tukaj v Sloveniji oziroma v občini Slovenska Bistrica. Tako tukaj gre za največja zahvala seveda gospodu županu, dr. Ivanu Žagarju. Brez njegove podpore in njegove spodbude za naše ideje seveda tega ne bi bilo mogoče in danes ne bi bili tukaj. Otvoritve so se udeležili tudi direktor TechSoup Slovenija Matjaž Medvešek, Ivo Boskarol in vodja komuniciranja in družbene odgovornosti Microsoft Slovenija Katra Šemrov. Odprtju je sledila še okrogla miza na temo modeli in dobre prakse socialnega podjetništva na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji. Na okrogli mizi so sodelovali dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije, Katja Zajko, soustanoviteljica in direktorica mednarodne socialne franšize Rekosi, magister Emil Šehič, direktor podjetja Zeus d.o.o. in Duška Lužar-Šajt, fundacija Prizma. Razpravo je moderirala direktorica RIT Slovenska Bistrica, magistra Monika Kirbiš-Rojs. Na dogodku so se predstavila tudi nekatera druga socialna podjetja. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 13 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 1 telesna poškodba, 2 grožnji, 1 nedovoljen lov, mučenje živali in zloraba plačilne kartice. Slovenska Bistrica. Nekdo je v gostinskem lokalu izmaknil kar 2 mobilna telefona vredna 300 evrov. Telefona sta bila kasneje najdena in vrnjena lastniku. Občanki pa je nekdo v trgovini iz torbice izmaknil denarnico z denarjem in dokumenti, škoda je za 450 evrov. Čadramska vas. Neznani storilec je vlomil počitniško hišico, iz katere je odnesel aluminijasto lestev, kosilnico ter več kosov vrtnega orodja. Škoda je za 2000 evrov. Ugovec. Neznani storilec je s šibrenico ustrelil rodovniškega psa, ki se je uspel zavleči v bližino doma, vendar je žal poginil. Frajham. Neznani storilec je vplenil Košutu ter lovskemu društvu povzročil za 300 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 17 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 64 plačilnih nalogov in odvzeli 5 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 4-krat, obravnavali 2 dogodka, povezana z zakonom o orožju, ter 2-krat asistirali zdravstvenemu osebju. Judoklub Impol je v soboto 21. januarja v športni dvorani v Slovenski Bistrici izvedel že 48. tekmovanje za pohorski bataljon. Na turnirju je v konkurenci članov ter kadetin in kadetov nastopilo več kot 150 judoistk in judoistov. Največ medalj so osvojili predstavniki ruskega kluba Edelweiss. V članski konkurenci se je od judoistov Impola najbolj izkazal Vito Dragič, ki je zmagal v najtežji kategoriji. Nejc Arbeiter in Tadej Juhart sta osvojila 4. mesto, Žan Ahe in Tomaž Topolčnik pa sta tekmovanje končala na 5. mestu. Pri kadetih je Mario Gašparič v kategoriji do 81 kg osvojil 2. mesto. Spoštovani, iztekla se je zadnja informativna oddaja v mesecu januarju, naslednjo pa si boste lahko ogledali že v svečano ali februarju, in sicer na dan svečnice, ki je povezana tudi z mnogimi vremenskimi pregovori.
Pazite nase, saj povsod preži na nas mraz in led. In ne pozabite, ne puščate svojih hišnih ljubljenčkov v hladnih boksih ali na verigah, temveč jim nudite varno zavetje toplega doma, saj tudi vas zebe, mar ne? Pa srečno do prihodnjič.